Lavita živijo, Mojca Ribic z vami, Lavita Sweetest Energy. Evo, ponovno se oglašam iz prelepe narave, mojega najljubšega kotička. Tako da imam za vas v bistvu zopet, bom rekla, en nasvet, eno v bistvu razmišljanje, kakorkoli že. Nekako sedim tu na travi in poslušam tišino. Zdaj pa v bistvu vprašanje za vas, ali zmorete poslušati tišino oziroma ali zmorete ugasniti misli. Ne? Zelo težko, priznam tudi jaz, ker naš ego je non-stop, bom rekla, v akciji, ne? In potem razmišlja kaj, kako, zakaj in kaj bomo zdaj tam, pa kako moramo zdaj še tisto, pa še to moramo narediti, pa jutri moramo tja iti, pa ne vem kaj vse, da namo pozabili in bla bla bla. In to se odvijajo filmi non-stop v naši glavi. Ne? In te misli nas bremenijo in v bistvu, če se skozi vrtijo, nas potem tudi blokirajo. Ne? Tako da potem res smo v enem takem krču in si delamo sami sebi blokade in enostavno več nismo pretočni. Ne? Torej energija več ne steče po celem telesu, ampak se nekje kar zaustavi, ne gre skozi. Zdaj pa odvisno, kje imamo mi šibke točke in tam se v bistvu te blokade najprej naredijo. Ne? In zato je zelo, zelo pomembno, da damo našo glavo na off, ne? In je odlična stvar, če gremo v naravo, brez vsega, ne zdaj s telefoni, pa to, dobro je, zdaj sicer imam telefon, ker pač sem se odločila, da tokrat grem s telefonom, da vam posnamem pač ta video. Drugače pa tudi, če ne zmorete brez telefona, ga saj ugasnete in si ukradete sami sebi 10 minut, recimo, se usedete, uležete v travo, dobesedno, da imate stik z naravo, z zemljo in poskušate misliti nič. Ne? Zaprete oči in poskušate v bistvu začutiti pač naravo in vse, kaj se dogaja okoli narave, in svoje možgane daste majčkeno na pašo in svoje misli, recimo, da daste malo na dopust. Tako da to je zelo pomembna stvar, da v bistvu preklopiš pozornost na nič oziroma, ne vem, na te lepe stvari, da zapreš oči in enostavno se osredotočiš sam na dihanje, recimo, in seveda potem se osredotočiš, če si v naravi, pač na zvoke narave, zvoke ptic, zvoke vetra, vej in te stvari, in v bistvu vam povem, da je to nori healing glih za to našo glavo, in te misli. Tako da v bistvu pol naši možgani rečejo, končno majčkeno miru, da ne rabijo skozi nekaj razglabljati pa razmišljati. Tako da ta variacija se mi zdi najboljša pa najlažja, da najprej greste nekam v naravo, kjer je mir, in v bistvu si prvoščite ta detoks misli, bi jaz kar rekla. Tako da v bistvu preusmerite, bom rekla, misli drugam oziroma na nič. Zdaj, če vam še ne rata na nič, potem pač preusmerite na zunanje dogajanje narave, kar pa je tudi sproščujoče.
Tako da mogoče, če začnete s tem, seveda potem so razne meditacije, lahko tudi začnete samo z dihanjem, meditacijo z dihanjem. To pomeni, da enostavno sam zaprete oči, lahko ste tudi samo v naravi, ne rabite biti noter nekje v stanovanju ali pa hiši, ki so še ostali, pa potem sam poslušate, kaj drugi delajo, pa kaj tam po televiziji on posluša, pa una po radiju, pa muzika, pa bla bla bla. Je res fajn, da se odstranite nekam v en miren kot, bom rekla, in če tega nimate doma, pač pejte ven, pejte v naravo, pejte nekam, ne vem, v gozd in res se potem odklopite lahko, ker res ni motilnih faktorjev. Zato pač predlagam, da začnete najprej na ta način, da začnete samo z dihanjem in se osredotočite na dihanje. Tako da, by the way, konec meseca imam delavnico dihanja, katera v bistvu vas zopet pripelje do tega naravnega diha s celim telesom. Tako da, če kdo potrebuje boost pri svojem dihanju, da ima občutek, da ga skozi duši, da sam diha v tem zgornjem delu, srčno dobrodošel. Majčkeno si poglejte zgoraj spodaj na linku www.lavitas.si, imate pod dogodki tudi več opisano. Drugače pa lahko potem nadaljujete, če gremo naprej, nadaljujete potem kar ko v bistvu osvojite to dihanje, in ko se že sprostite telo z dihanjem in ko vam v bistvu rata, da več ne razmišljate o svojih skrbeh, potem pa probajte iti čim bolj na to tišino. Ko boste videli, ko boste v tišini, lahko marsikaj v bistvu spoznate, ugotovite v sebi, pol res lahko pridete do tistega notranjega sebe, pravega jaza, in lahko tudi dobite prave odgovore na vaša vprašanja, ki si jih zastavljate pač čez dan ali karkoli vas že zanima. Tako da, kar se tega tiče, je to odlična stvar. Tako da zdaj pač eni meditacije ne marate, nič hudega, pač si naredite na drugi način meditacijo. Meditacija ni samo pa sediš, pa zapreš oči, pa je to. Lahko greste tudi, ne vem, na kolo, pa je to vaša meditacija, lahko greste teč, pa je to vaša meditacija. Ogromno je stvari, imate tudi gibalne meditacije, ko lahko pridete v stik s samim seboj. Važno je, da pač te, bom rekla, skrbi in te vsakdanje misli, ki se non-stop vrtijo v glavi, da jih utišamo, to je najbolj važno. Zdaj pa, če vi to naredite, ne vem, ko kolesarite ali pa ko tečete, recimo, ali pa na fitnessu, kakorkoli, sicer na fitnessu je muska, pa je kar burno, je fajn, da se nekje sami pa v miru, je to tudi lahko za vas vaša meditacija, se ni nujno, da morate zdaj pa se usedeti ali pa uležati pa delati, pa ste živčni pa še bolj zraven s tem. Tako da obstaja več, bom rekla, poti, ki vodijo k vašem notranjem resničnem jazu. In ta naš notranji jaz ima v bistvu vse odgovore na vsa vprašanja. Tako da, če želite se povezati majčkeno bolj z vašim jazom, resničnim jazom, z vašo dušo, kakorkoli že, vam lahko tudi jaz pomagam ali v obliki dogodkov, torej imate meditacije, imate gong kopeli, imate zvočne kopeli, zvočne meditacije, imamo različne teme, tako da malo si pogledajte na spletni strani.
Lahko pa zdaj imam po novem tudi individualno svetovanje, to pa lahko čist pogledamo, karkoli vas zanima in na podlagi vaših želja lahko pač na različne načine pridemo do vaših tistih res notranjih odgovorov, ne? Tako da, če ste kaj začutili, dobrodošli. Več informacij www.lavitas.si, drugače pa vas res srčno pozdravljam in vam želim res veliko, bom rekla, tistih mirnih trenutkov s samim seboj. Lepo se imejte, Vita živjo.